In je 7. zaporedna zmaga osvojena. Tokrat proti ekipi Ankarana iz Hrvatinov, končni rezultat pa 5:1. Prva priložnost pa je bila že v prvi minuti za goste. Po nesrečno odbiti žogi je Handanović slabo odbil, do priložnosti pa je nepričakovano prišel Nkama in streljal visoko preko vrat Maribora. Nato pa so se začele vrstiti priložnosti Maribora in že iz prve je padel zadetek. V 7. minuti krasno izveden kot, najprej dober strel kapetana, obramba Bužana, pri odbiti žogi pa je bil najhitrejši Ivković. 1:0. Izjemno lepo in hitro akcijo smo videli v 14. minuti, ko je Handanović podal, Hotić podaljšal do Kramarića, na koncu pa je bil na mestu Bužan. V 16. minuti še en lep poizkus Hotića iz 20 metrov, spet je bil na mestu vratar Ankarana. No, v 24. minuti pa je Dino le zadel polno, krasno, z roba kazenskega prostora, neubranljivo za 2:0. V 38. minuti pa trenutek slabše koncentracije v obrambi in zadetek za Ankaran je dosegel Dos Santos. 2:1 je bil izid prvega polčasa. V drugem polčasu pa je Maribor začel silovito in že v 50. minuti je bilo 3:1. Strelec krasnega zadetka Luka Zahović. V 55. minuti pa je bila tekma že odločena. Za 4:1 je zadel Tavares. Pet proti ena bi lahko bilo že minuto kasneje, ko je dobro poizkušal Vrhovec, gostje pa so uspeli zbiti iz črte. V 60. minuti še en lep poizkus Luke Zahovića z glavo, na mestu je bil še enkrat več Bužan. V 82. minuti še en lep poizkus Dareta Vršiča, tudi tokrat žal nenatančno. Končni izid tekme pa je svojim drugim golom v današnjem obračunu dosegel kapetan Marcos Tavares v 91. minuti. Mene veseli, da napadalci med seboj dobro sodelujejo, da smo v preteklih tekmah že videli, da si radi podajo, da se vidijo in naj nadaljujejo tako. Sem vesel, da smo pred našimi gledalci prikazali tako igro in zabili to golov. Publika nas na koncu nagradila z aplavzom in jaz sem vesel, da je pozitivna energija v Ljudskem vrtu, ki jo bomo še rabili do konca prvenstva. Maribor, Ankaran, Hrvatini, torej 5:1. Naslednjo 8. zmago zapored pa bomo iskali na težkem gostovanju v Domžalah to sredo. Udale se bodo dve močni ekipi v sredo in verjamem, da lahko zelo dobro igramo z njimi, zato ker smo v top momentu. Res pa, da bomo morali biti v napadu in v obrambi zelo precizni.